Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Isusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Bog daj, dober dan, sestre in bratje, lepo dobrodošli k sveti maši na sklepni dan našega celoletnega misijona, ki smo ga intenzivirali v dogodkih zadnjih 10 dni. Veseli smo, da sklepamo naš misijon slovesno sveto mašo in to prav na prvo adventno nedeljo, ko začenjamo novo cerkveno leto, prav tako kot en odločilni korak, kot en dogodek, ki nas želi poriniti in nam pomaga, da bomo v novem letu cerkvenem in potem tudi v civilnem šli v moči tega duha, kar smo slišali, kar smo zvedeli, kar nam je Gospod navdihnil v celoletnem misijonu, posebej pa seveda še v teh 10 dneh. Zato bomo po maši seveda imeli tudi slovesno procesijo do stare cerkve in nazaj, potem pa se bomo povezali še ob skupnem kosilu v duhu tega, kar naš glavni misionar Joško večkrat pozdravi, da je treba ne samo se skupaj veseliti pri maši, ampak tudi pri mizi. Ob hrani upam, da bo tudi pijača Joško danes, da ne bo samo hrana. Tako da se veselimo vsega tega. Hvaležni Bogu bomo današnjo svetomašo darovali za Farane, drugi namen je za Tinko Oblak, tretji za pokojne iz družine Kržišnik, četrti pa v zahvalo za uspešno operacijo. In ker torej začenjamo novi sveti čas, bomo na začetku svete maše najprej blagoslovili naš župnijski adventni venec, hkrati pa vse tiste adventne venčke, ki ste jih morda prinesli seboj, povabljeni ste bili, vem pa, da so bile danes skrbi zelo velike, da boste oblečeni v misijonskih kapucarjih, da boste vsi v pravi obleki, ne tiste, ki telovadite zjutraj, da boste v oranžnih oblekih, lovci, da boste v zelenih, gasilci v plavih, čebelarji v posebnih vzorcih, a ne svetovnice, skratka, da bo vsak, a ne, in morda je kdo zaradi tega adventni venček pozabil, naj bo odpuščeno danes, bo Joško v duhu poždegnal tudi tiste adventne venčke, ki jih imate doma. Tako, Božji žegen nima meja, kadaj mi tega, ja, če ga imam lažje tako reči. Božji žegen nima meja, vse to pa vemo, ne? In to smo tudi zdaj, ko smo videli, ko smo šli k vam, kako je šel čez zidove, ja, in čez vrata zaprta in prišel do odprtih src, ja, tako lepo. Zdaj imamo pa res vse te venčke, ki jih imamo po našem vencu, tukaj župnijskem, tudi vaše doma, pa tle, ki so tle okrog. Tako da kar v misli ga zdaj, da je takole Bogu, jaz bom pa naredil tale žegen. Molimo. Hvala ti, Gospod naš Bog, za ta adventni čas, ki je pred nami. Tudi letos nam ga poklanjaš, da se z veseljem in odprtim srcem pripravim na prihod tvojega sina, našega odrešenika. In prosim te, blagoslovi nam ta župnijski venec in vse vence, ki so okrog njega, tukaj in doma. In daj, da bomo rasli v veri, upanju in ljubezni po Kristusu, našem Gospodu. Amen. In še z blagoslovljeno vodo bom blagoslovil ta venec, pa vse vaše domače vence. Kakor da je Bog blagoslovi, Oče, Sin in Sveti Duh, Oče, Sin in Sveti Duh. Evo, Drago bo še prvo svečko nam prižgal. Zdaj pa takole, v tej luči vere priznajmo še naše grehe. Pa tudi to, kako prihajaš sem, kako si slišala ta glas Boga,
ki ti res reče, ti si moj ljubljen otrok, moja hči, moj sine, nam Bog Oče pravi in res iz ljubezni do nas želi, da smo dobri. Tega hudič ne mara. Ja, tudi svetna logika tega ne mara. Hoče zamašiti ta glas, a Bog je močnejši. Tako da zdaj vsem tem vedenju in priznanju smemo kar zapeti kesanje z Gospod, usmili se. Kristus, smili se, Kristus, usmili, usmili se. Gospod, usmili se, Gospod, usmili se, Gospod, usmili, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava v adventnem času odpade, jo bomo pa šparali za Božič. Tako da gremo kar naprej z glavno mašno prošnjo, ki zbere vse naše prošnje in namene. To Bog Oče vidi, kako smo zdaj. Molimo. Vsemogočni Bog, naš Oče, utrdi nam voljo, da bomo prihajajočemu Kristusu šli naproti z dobrimi deli, tako bomo prišli na njegovo desnico in večno živeli v njegovem kraljestvu, kjer s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Beseda, ki jo je prejel Izaija, Amocov sin, o Judu in Jeruzalemu. Zgodilo se bo poslednje dni. Gora hiše Gospodove bo trdno stala kot najvišja med gorami, dvigala se bo nad griči in vsi narodi bodo hiteli k njej. Številna ljudstva bodo prišla in rekla: Pridite, pojdimo na Gospodovo goro, k hiši Jakobovega Boga. Poučil nas bo o svojih potih in hodili bomo po njegovih stezah. Kajti s Siona bo prišla postava in Gospodova beseda iz Jeruzalema. Razsojal bo med narodi, govoril številnim ljudstvom. Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več vzdihnil meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja. Hiša Jakobova, pridite, hodimo v Gospodovi luči. Božja beseda.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, poznate čas, v katerem smo. Ura je že, da se zbudite iz spanja. Zdaj je naša rešitev bliže, kakor takrat, ko smo vero sprejeli. Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči. Živimo pošteno, dnevu primerno, ne v požrešnosti in popivanju, ne v posteljah in v razozdanosti, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti. Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za telo, da bi stregli njegovim poželenjem. To je Božja beseda. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: kakršni so bili Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe na ladjo, in niso ničesar slutili, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi od prihodu Sina človekovega. Takrat bosta dva na polju, eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu, ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod. Vedite pa, ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, bi ostal buden in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Pa vas, ki stojite tukaj na sredini pod korom, prosim, da stopite par korakov naprej zaradi drugih, da bodo lahko prišli noter na toplo. Vi boste pa ravno tako udobno stali, kot stojite zdaj. Hvala. Kar malo naprej stopite še. Hvala. Tako, drage sestre, dragi bratje, zopet en tak pomenljiv zgodovinski dogodek kot včeraj, ja, ki je bila ta proslava. Polanci, res vam čestitamo, no, takole, hodimo kar precej na proslave takole kraja, ampak vi ste res, tudi kdo je bil od drugod, so rekli, fanti te pa znajo. Ja, tako da res, lejte, to imamo, mi imamo Slovenci, ker skrb stopimo, imamo res velik, ne. Tako, a je kdo žalosten, ki je konec misijona? No.
Ja, zdaj ste me pa presenetili, to pa res nisem pričakoval. No, a kdo zdaj že grunta, kaj bo jutri, ker 7 bo ura, pa ne bo hvalnic, kaj boste delali? Tudi že malo gruntate. To je super, no to je pa super, da že gremo naprej, da imamo motivacijo in verjamem, da ta misijon nam je prebudil, tudi nam misionarjem, da nam te mislili, to gre vedno z roke v roki. Tako ste bili luštni, ki ste nas tako malo opazovali, z eno tako empatijo, ste videli, da smo zmatrani. Ja, smo utrujeni, zmatrani, ampak je prav, to pomeni, da smo dobro delali. A se strinjate? Ja, ker tle ste pa res kmetje po večini, pa te, ki delate, čez zvečer zmatran pa rečeš, fant, poglej, kako mi je lepo, da gremo poslo, zadovoljen, to je zdravje, ja, nič hudega, tudi Jezus je bil zmatran, ker je dal vse, nič ni šparal in sem vesel, da nas niste šparali. Ja, to. Druga stvar, danes vam še prvošem ta, da zadnjič stisnemo takole v misijonu še odpustek. Ja, odpustek, božji odpustek, božje darilo, prvoš si ga danes sam ali pa komu drugemu, jaz pravim, dejte si ga prvoš kar sami. Ja, to pomeni, Bog iz svoje ljubezni ti podarja, da to, kar grehi pustijo posledice, da še to gre. Da bodo te hraste, veš, ki so pokazale kakšno znamenje, da bo koža lepa, da bo zdrava. To ti prvošem. Tukaj je pogoj molitev, vera, tako, vera, ki jo bo spovedal, molitev po papeževem namenu, pa sveto obhajilo, ki ga bomo tako prijeli, sveta spoved, ker ste tako po večini bili in pa eno dobro delo. Ja, tako 5 takih stvari je, da res pokažemo Bogu, resno te jemljem. Ja. In se bom čez mašo še naredil. In danes, veste, danes je tako fajn za nas, ker pridgamo vsi. Danes pridgate vsi, pridgamo vsi. Boste videli, kako je lepo pridgati. Pridgamo pa takrat, še bolj, najmočnejša pridiga bo danes, ko bomo šli ven z Jezusom. Ja, ko bomo šli ven z Jezusom. In bom povedal eno tako luštno situacijo z našega frančiškovskega življenja. Bratje so bili vsi taki goreči, tako kot vi danes. Vse jim je bilo jasen, Bog nas ima rad, mi bi to radi povedali. In je rekel Frančišek, super, gremo v en kraj in so hodili. Pa je bila tam ena mama, tam je sedela, pa je imela drva, pa so ji malo naredili drva, pa je bil tam en otrok, ki se je žogal, pa so se z njim žogali, pa je bil tam enata, ki je mu padlo nekaj po tleh, pa so mu pomagali, pa pridejo konc vasi, pa pravijo, Frančišek, damo pa mi pridgali? Ja, pa je rekel, mi skozi pridgamo. A ste slišali? Ja, to je to, ker v bistvu to, kar živimo, to samo po sebi govori, koliko nas ima Bog rad. In mi trije smo to zelo gledali, kako ste si dopustili, da nas ima Bog rad in bomo to zdaj tudi še pokazali vsi. Tako da bomo zdaj zapeli eno pesem, otroci jo že znajo, probali smo jo že, vajo bomo tudi zdaj hitro naredili, tako da nas povabim, da ostanemo, ja, da ostanemo, sestra Gražina pride sem, Luka tudi pride sem, kitara je že padla, evo čakaj, da se jaz takole, tako, vaja, 3 kitice so, za 5 pa zakazati, ampak je zelo enostavno, boste videli. Gre takole, malo daš roke takole gor, ja, ker malo zasuč, ja, to je zdaj malo telovadbe, to si zdaj izmišljujem, ja, tako da malo zasnaš, ja, ampak je res, lej, Jezus, aleluja, pa, Jezus me ljubi, aleluja, Jezus me ljubi. Zdaj smo že polž, zdaj še ne. Aleluja, Jezus me ljubi, aleluja,
Jezus me ljubi. To je prva kitica pol, drugi del je še lepši. Zdaj se pa samo okoli sučeš, v eno smer pa v drugo smer. Jezus me ljubi, 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 Jezus me ljubi. Pejmo se oglasiti. Super. Druga kitica, se pa zdaj obrneš v pare se tako obrnite, v pare. Luka, pridi, sem vam mi dva kazala. Tako, v par, a ste v par? Tako, zdaj pa tako. Aleluja, Jezus te ljubi, aleluja. Jezus te ljubi, aleluja, Jezus te ljubi, aleluja, jako, Jezus te ljubi. Zdaj pa tisti, ki ste frej, hakel polka, takole, ja, te imamo narodne noše, se zahaklaš, ostali in pa ploskate. Zdaj da se vrtiš, Jezus te ljubi, Jezus te ljubi, Jezus te ljubi, Zavinaš! Jezus te ljubi, Jezus te ljubi, Jezus te ljubi, Jezus te ljubi. Super, to je že druga kitica. Tretja. Jezus nas ljubi. Aha, in aleluja. Jezus nas ljubi, aleluja. Jezus nas ljubi, aleluja. Jezus nas ljubi, aleluja. Jezus nas ljubi. Zdaj pa tako roke gor. Jezus nas ljubi, Jezus nas ljubi, danes nas ljubi, Jezus 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 nas ljubi. To je bila pa tretja kitica, to je šele vaja. Hitro smo se naučili. Zdaj pa, dragi Bog Oče, po Jezusu smo res takole motivirani in smo začeli počasi razumeti in čutiti, koliko nas imaš rad in biti radi zapel, tako da zdaj pa uživaj. A jaz z vami plešem? Najboljš. Pa nekaj, kdo bo pa kitaro igral? Luka bo pa tamburica. Super, gremo. Tako malo pomisli, ko je na začetku. Jaz, ti, mi. Tararara. Aleluja. Jezus me ljubi. Aleluja. Jezus me ljubi. Še, aleluja. Jezus me ljubi. Aleluja. Jezus me ljubi. Se vrtimo. Jezus me ljubi. Jezus me ljubi. Jezus me ljubi. Kontra. Jezus me ljubi. Jezus me ljubi. Jezus me ljubi. Jezus me ljubi. Par. Aleluja. Jezus me ljubi. Aleluja. Jezus me ljubi. Aleluja. Jezus me ljubi. Aleluja. Jezus, polka hakel. Jezus te ljubi. Jezus te ljubi. Jezus te ljubi. Kontra. Jezus te ljubi. Jezus te ljubi. Jezus te ljubi. Aleluja. Jezus nas ljubi. Aleluja. Jezus nas ljubi. Aleluja. Jezus nas ljubi. Aleluja. Jezus nas ljubi. 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 Pa Bogu očetu zaploskajmo za Jezusa pa za nas.
Bog, hvala ti, da smo še tako lepo. Res. Ja. Zdaj pa izpovejmo našo veroizpoved, ki že vključuje tudi popolni odpustek. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh in nevinnih stvari in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, ne ustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. Teles je po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slavja sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki jo z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Tako, kar stojimo za prošnje, fajn, da smo aktivni. Tako, po prošnjah pa mečkan zbor počakaj, bodo otroci nekaj prinesli k darovanju. Dragi brat, draga sestra, adventni čas je za nas priložnost, da poglobimo in okrepimo svojo vero. Zaupno prosimo Boga. Navdihuj cerkev, da bo skrbno odgovarjala na izzive sedanjega časa. Podpiraj voditelje narodov, da bodo odgovorno opravljali svoje delo. Pomagaj mladim kristjanom, da bodo pogumno živeli po veri. Opogumi vse osamljene, da se ne bodo predajali malodušju in obupu. Sprejmi k sebi naše pokojne, da se bodo vso večnost veselili tvoje bližine. Tako in še čist v eni taki pristnosti, domačnosti pred Bogom povejmo še, če kakšna prošnja, ki ni bila zdaj še izrečena. Dragi naš nebeški Oče, poglej nas tukaj tvoje otroke, kako čudovito si nas poklical skup in vidimo, kako smo skupaj res močni, ko smo tvoji, ko upremo se drug na drugega. Pa nam tudi tukaj pomagaj s to oporo drug z drugim, da bomo smeli darovati to, kar zdaj imamo. Pomagaj nam tukaj, da spustimo na oltar te naše darove, tudi otroci, ki bodo zdaj prinesli svoje dobra dela. Naj z njimi tudi nam pomagajo, da bi videli, koliko nas imaš rad. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Zdaj se pa kar usedete, sestra bo pa nekaj povedala. En teden nazaj smo imeli družinsko katehezo in na tej katehezi smo se odločili, da bomo naredili v času misijona veliko dobrih del. Vsak dobil eno srce in zdaj to srca so otroci prinesli k oltarju. Naj naše dobra dela, nas starejših in otrok, hvalijo Boga. Hvala. Ne. Mislim, da to so dobra dela, ki Gospod je predvsem in mi. Tako.
Molimo, drage sestre, dragi bratje, da Bog Vsemogočni Oče sprejme to našo adventno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji cerkvi. Nebeški Oče, sprejmi te darove, ki si nam jih naklonil svoji dobroti. Z njimi ti na zemlji izražamo svojo vdanost. Naj nam pomagajo doseči večno odrešenje po Kristusu našem Gospodu. Tako, drage sestre, dragi bratje, stopamo v najsvetejši del maše in ker tako lepo pojemo, bomo tudi tale hvalospev, ki nam bo dvignil naše darove k Bogu Očetu, zapel. Tam noter boste videli melodijo velikonočne hvalnice. Gospod z vami in s tvojim duhom, kvišku srca in mojih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravična, primerna in zveličavna, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po svojem prvem prihodu se je ponižal in postal človek, da je izpolnil večni načrt odrešenja in nam odprl pot večno zveličanje. Ko bo spet prišel veličastjo svoje slave, bomo očitno prejeli, kar nam je obljubljeno in kar v veri zaupno poveličujemo. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Zemlja tvoje slave, Hozana na višava, Hozana na višava. Blagoslovljen, Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podelil večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. In pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš z nami. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi učenci, svetim Martinom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega nadškofa Stanislava, pomožna škofa Franca in Antona, v škofovski zbor vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana tu pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, pokojne Tinke, vse iz pokojne družine Kržišnik, vse naše pokojne Farane in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Tako, dragi brat, draga sestra, zdaj smo pa po Jezusu postavljeni sopet pred Boga Očeta. In tako lepo je, ker so takole te otroški glasovi, ki se malo slišijo, ki nas malo zmehčajo. Veš, ker res rečeš, kako sem majhen pred Bogom, kako sem majhen v tebi. A zaznate malo to? Koliko je to lepo, ja. In zdaj v tej drži, nam vsem skupaj prvošem, kot ljubljeni Božji otroci, smemo reči. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava. Ker si bil spočet, si se rodil, zraven sta bila Jožef, Marija, si odraščal, si pokazal na Boga Očeta, si bil s trpečimi, ubogimi, zavrženimi, si rad tudi jedel, praznoval, si sam trpel, umrl in stal za nas in poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen, mir, misijon, advent, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, potrdijo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, naj bo vedno z vami. Daj to naredimo tako veličasno, orenk, da boste videli, kaj pomeni, koliko se imamo lahko radi in koliko se imamo lahko poj dobro. Jaz s teboj. Glejte, živi Jezus Kristus, Božji sin,
in naš brat, ki nase jemlje vse grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor vam, ki ste povabljene in povabljeni na gostijo Boga.
Nebeški Oče, res hvala Ti, da tako poskrbiš za nas, da zdaj v nas in po nas Tvoja logika življenja, Tvoj sok življenja teče. Sok večnosti, sok resnice življenja, zdravja, miru, Tvoj sok. In nas tako le povezuje. In Jezus, hvala Ti, da si tako konkreten, da si že zdaj takole pred nas postavljen in pripravljen za na pot, tam, kjer mi hodimo, tam, kjer smo tudi misionari hodili. Da Tvoje cerkve, ki je bila v tisti monštranci, kjer si bival v stari cerkvi, molimo, dobri naš Oče, naj nam koristijo svete skrivnosti, ki jih vedno znova obhajamo. Z njimi nas že v tem miljivem življenju učiš tiste ljubezni, s katero Te bomo ljubili vso večnost po Kristusu našem Gospodu. Amen. Ob zaključku našega celoletnega misijona, ki ga bomo seveda zaključili slovesno procesijo ali, kot je Joško lepo povedal, z našo pridigo, tako da gremo navzven, da pokažemo svojo vero z Gospodom, našo vero v navzočnost Jezusa pod podobo kruha in seveda toliko bolj v svojem življenju. Bi se rad zahvalil. Vse druge stvari so tako zapisane v oznanilih, ki imate na spletu in tiskanih, tako da si jih kar preberite. Tukaj pa izrekam kratko zahvalo našim trem misionarjem, bratu Jošku, bratu Luku in sestri Gražini. Boglonej vsem trem. Boglonej tudi misijonski skupini Marjanu Debeljaku, Marku Justinu, Magdi Bogataj, Barbari Kržišnik, Marjanu Grilju, pa tudi neformalnima članoma te skupine Marjeti Pisk, Mirku Robi in tudi Tomažu Pisku. Hvala vsem trem komunikatorjem, Jerneju Pisku, Andreju Nastranu in Roku Pisku in vsem trem fotografom. Tisti, ki ste hodili k maši, ste videli, da so tako diskretno fotografirali, da jih sploh niste opazili, kar je umetnost. To je zelo, zelo lepo. Hvala lepa vsem, katerih del velikokrat ne izpostavljamo, jih pa, če smo pozorni, vidimo. Čistilke, krasilke, izdelovalke cvetja iz papirja, adventnih vencev, vsem, ki ste dogodke pripravljali in na koncu tudi pospravljali. Ne boste verjeli, na koncu je treba pospraviti vse. In župrija zato nima služb, nima plačanih delavcev, ampak to delate vse vi. Tako da bohlonej. In seveda tudi tisto, kar okusimo, skrb za kuhinjo, Jožica, hvala lepa, za pecivo, za kuhanje, peko mesa, pripravo in peko kruha in sladic, kuhanje vina in čaja, razdeljevanje hrane in pijače. Tu naj izpostavim seveda Mačkovo Heleno z ekipo in Petra Šubica z družino.
Poklone vsem, ki ste postavljali šotor ter klopi, mize, oder, stopnice, elektriko. Hvala vsem, ki ste molili za blagoslov misijona in ga s tihim in preprostim darom podprli. Poklone vsem, ki ste pripravili in boste sodelovali na današnji procesiji, ki ste bili tako korajžni, da ste prišli. Ker eni niso prišli, še vedno malo vagajo, ne? Morda jim bo potem žal, ampak vi, ki ste prišli, pa čestitka, ker vas ni sram. Tako delajo pokončni in suvereni ljudje. In če treba pričevati za Boga ali pa vsaj za skupnost, kateri pripadamo, takrat smo vedno zdraven kaj dobrega. Drugače pa če kaj slabega, pa nas včasih zaneseti, a ne da bi hoteli, ampak za dobro se pa lahko odločimo. Tako da Bohlonej. Hvala mladim za oratorijski dan včeraj. Bog povrni pevcem, organistom in bralcem. Hvala vsem, ki ste sprejeli naše misionarje na obisk in jih vozili. Poklone vsem, ki ste nam pomagali z ugodnimi cenami ali pa ste darovali svoje izdelke. Poklone pripravljavcem slavilnega večera, hvala ministrantom, hvala polanskim gasilcem, Bog povrni vsem in še mnogim neomenjenim. Hvala, ker ste za kraj, cerkev in Boga delali iz ljubezni in z veseljem in seveda pro bono. Bog pozna in vidi namene in nagibe, iskrive poglede ljudi, ki ljubijo in jim je preprosto mar. Sliši prijazno besedo in vidi darežljive roke in noge, ki so pripravljene živeti in oznanjati evangelij. To je znamenje žive cerkve, katere glava je Kristus, ki je edini odrešenik sveta. Ko to naštevam, torej sporočam, da misijona nikakor ne bi mogli izvesti samo misionarji, lahko je bilo ne samo 3, ampak še 5, in župnik, ampak je to delo mnogih, ki so darovali čas ali še kaj drugega, ker imajo radi ljudi, cerkev in Boga. Je pa predvsem Božje delo. Delo sejavca, ki je sejal besedo. Zdaj je bilo seme Božje besede na pripravljeno nivo vrženo, zalito z najboljšo vodo in zdravimi hranili. Bog bo dajal še naprej sonce in dež. Mi pa ne pustimo, da bi v nas in med nami zrasla ljulka, tudi če jo in jo bodo hoteli zasejati. Naj bo čas žetve blagoslovljen. Po slovesnosti boste dobili še misijonske podobice, lahko jih vzamete tudi več, jih je dovolj. Od zadaj pa ni več molitev za blagoslov misijona, ampak molitev po misijonu. Tako da je lahko kar molite, ministrante, enih sem vesel, da znate že na pamet, zdaj boste imeli novi izziv za učenje nove molitve na pamet, kar je dobro tudi za šolo, pa za življenje, da se tako učimo tudi določenih stvari na pamet in imamo dobre navade. Ne pozabiti, kaj v Svetem pismu piše, govorim staršev. Jezus je šel, ko se je vrnil v svoje rodno mesto Nazaret, v soboto po svoji navadi v tempelj. Namreč, zakaj je navada dobra? Da sploh ne razmišljaš, ali bo šel, ker je to del tvojega življenja. Tako kot umivanje zob, tako kot pospravljanje postelj, pa perila, pa pranje, mora biti toliko bolj tudi te stvari, ki so vezane na naše duhovno življenje, duhovni ritem in torej večno življenje. Sploh ne razmišljaš, pa ko prideš, pa razmišljaš seveda, zakaj si tam, ne? Poslušaš Božje besede, ampak mora biti tvoja posebna delovna navada. Tako da hvala. Naše cvetličarke oziroma krasilke vabijo, če ima kdo doma kaj suhega cvetje, ga lahko prinese do torka zvečer, da bomo imeli za adventno okrasitev. Hvala tudi vsem, ki ste v času polanskega misijona, ki smo ga začeli lani na prvo adventno nedeljo in je torej zaključujemo po enem letu, darovali za preganjene kristjane v Siriji. Zbrali smo še, nekaj se mi je zatipkalo, ampak v resnici je že skoraj 14 000 evrov. Če boste danes še kaj hoteli dati, tam je od zadaj nabiralnik, piše Caritas, in če bomo dosegli 15 000 evrov, kar je velika vsota, bomo ujeli madžarskega predsednika Orbana, ki je dal seveda državni denar, ne svoj, za kristjane v Siriji. Če naše srce ostaja samo zagledano v svojo družino,
v potrebe moje družine, morda še malo sosedov ali pa v kakšne nenadne naravne nesreče in takrat dam, ne vidim pa sproti ljudi v stiski, pomeni, da imam še vedno sebično in zaprto srce. Tako da, če ne boste zmogli vi, bo pa zmogel župnik, tako da bo 15.000 evrov. Pomagajte torej župniku, da ne bo bankrotiral. Vse se hecam. Nabiralni Karitas, torej hvala tudi vsem, ki darujete za župano še na različne načine. Veste, kako je možno pomagati. Jutri bo pospravljanje šotora, tako da Janez Klobovec akcijo, če rabite mojo pomoč, povejte. V torek bo, če bo vreme primerno, podiranje šotora. Zvečer pa po maši srečanje za starše Birmancev. Vesel bi bil, če bodo starši prišli že k sveti maši. V petek 5.6. je pa, poslušajte otroci, Miklavžev večer. Miklavž bo prišel. Spet bo prišel v cerkev. In sicer, da bo prišel, mu bo pomagalo pa kulturno društvo dr. Ivana Tavčarja, pa krajevna skupnost. Pa še mnogi dobri ljudje. Tako da pridete že malo pred 5, ker Miklavž bo točno ob 5. popoldne, torej ob 17. uri. Ne, torej pozabiti. Saj se bojim, da ne boste, ampak samo spominjam. Hvala lepa tudi za vse druge stvari. Zdaj bo pa povaba Marka, upam, da že stoji za mojim hrbtom. Smo rekli, da mora tisti, ki je na vrsti, vedno biti za mojim hrbtom, da ne zgubljamo časa. Vidite, zdaj pa še župnik se zažene, bo spet imel 2 minuti. Ne se vse, Marko, kar pridi. Drage sestre in bratje, veselimo se milosti letošnjega misijona. Hvaležni smo vsem, ki ste sodelovali pri pripravi, vsem 3 misionarjem in predvsem dobremu in usmiljenemu Bogu, ki nas je obdaril s tolikimi milostmi. Zato bomo sedaj v urejeni procesiji s svetim rečnim telesom odšli do naše nekdanje cerkve svetega Martina, kjer bo slovesna zahvala in blagoslov kraja. Potem gremo v enaki procesiji nazaj v cerkev, kjer bomo zapeli zahvalno pesem. Hodimo strnjeno za prapori in po razporedu, ki vam je znan. Po končani slovesnosti bo sledilo bratsko druženje ob kosilu Agape v šotoru. Torej, vsi tisti, ki niste v uniformah oziroma ki niste člani društev ali skupin, se v procesijo postavite za tisto bandero, ki predstavlja podružnico, pod katero spadate, oziroma pod farno cerkev. Za bandero Marijo nebovzete, torej farani izpod zvona Gorske Marije, za bandero svetega Jurija farani izpod zvona svetega Jurija, za bandero svetega Križa farani izpod zvona svetega Križa. Sledi najsvetejše z nebom, nato pa bandera svetega Martina. Za bandero svetega Martina naj se zvrstijo farani župnijske cerkve svetega Martina, pa tudi vsi ostali, ki ne pripadate nobeni podružnici. Potem sledi bandera svetega Primoža in Felicijana, bandera svetega Volbenka in nato bandera žalostne Matere Božje. Med procesijo se bodo izmenjavale pesmi, pritrkovanje in zvočklanje ministrantov. Ko pridemo do nekdanjega vhoda v cerkev, se sprevod malo stisne za molitev in blagoslov. Sledi evharistična pesem in blagoslov na vse 4 strani neba. Med petjem evharistične pesmi pa se začne procesija zopet pomikati v smeri proti cerkvi. Ko se približamo cerkvi, gredo pevci kar po stopnicah v cerkev, ostali del procesije pa po obeh polžih. Procesija se nato s programom zaključi v cerkvi. Kar se tiče društev oziroma skupin, ste pa seznanjeni z razporedom, tako da se kar postavite za tisto bandero, za katero ste bili po elektronski pošti oziroma po komunikaciji obveščeni. Torej, sedaj po blagoslovu vas bomo kar povabili, da razen pevcev in ministrantov počasi greste ven in se postavite za svoje bandere, tako kot je Marko napovedal. Pevci bodo še zapeli kakšno pesem in potem mi pridemo skupaj in naprej boste pa šli tako kot prepustite se organizaciji, bodite veseli, odprtega srca, da bomo res počastili našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod z vami. In s tvojim duhom.
Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, najprej na vas in naj na vas vedno ostane. Slavimo Gospoda.
Gospod, usliši mojo molitev. Gospod z nami. Molimo, o Bog, tvoja milosrčnost je neizmerna in dobrotljivosti zadržati neskončen. Tvojemu premilostljivemu veličanstvu se zahvaljujemo za podeljene darove in tvoje usmiljenje vedno prosimo. Katerim na njih prošnje podeljuješ, česar želi, marveč jih pripravi za prihodnja darila. Po Kristusu našem Gospodu. Božja pomoč ostani vidno pri nas. Kruh iz nebes si nam podelil. Molimo, Jezus naš Bog, v čudovitem zakramentu si nam zapustil spomin svojega trpljenja, življenja in stajenja. Daj nam, da bomo svete skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častili, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Bog bodi hvaljen. Hvaljeno bodi njegovo sveto ime. Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek. Hvaljeno bodi ime Jezusovo. Hvaljeno bodi njegovo presveto srce. Hvaljena bodi njegova predragocena kri. Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem zakramentu. Hvaljen bodi Sveti Duh tolažnik. Hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija. Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje, hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije, hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef, hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.